Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Današnjo športno oddajo namenjamo plesu in to ne brez pravega razloga. Na nedavnem evropskem prvenstvu na Švedskem sta članici plesnega kluba Idrija osvojili naslov evropskih prvakinj. In danes sta z nami Manica Erjavec in Lara Drnovšček. Krivec, dobrodošli in seveda najprej čestitke za osvojeno lovoriko. Hvala. Kako se počutite sedaj s to krono najboljših plesalk med člani v Evropi? Po moje se počutila super, v bistvu so pa že kar sfokusirani na prihajajoče svetovno prvenstvo, tako da moraš kar hitro pozabiti na pretekle dosežke, da se pol lahko pripraviš na naslednje. Ja. Ni v bistvu časa, da bi zdaj pa uživali v tej lovoriki. Čeprav doživetje Švedske je najbrž tako nekaj posebnega, ne? Veliko tekmovalcev na kupu, tekmovanje, najbrž mediji, kamere, je bilo kaj tega glamurja? V bistvu medijev ne, ampak kar so kamere, veliko plesnih klubov vzame s sabo fotografe ali pa snemalce, da snemajo vse točke, organizator pa v bistvu vsako tekmo celo snema, lahko tudi, pa veliko je tudi fotografov tam, slikajo točke, snemajo točke in če želiš, lahko pol te slike, fotografije in videoposnetke prevzameš. Ja. Ampak da bi bili prav mediji, pa da bi imeli intervjuje ali pa karkoli tam, tega pa ni. Čeprav med samim potekom točke se najbrž potopiš v samo zgodbo in pozabiš na to, kje si pravzaprav najbrž. Ja, dejansko se mi zdi, da se niti enega prizora iz tistega cajta, ki so bile na odru, ne spomnim. Se mi zdi, da si res toliko skoncentriran in toliko padeš noter, da nimaš pojma, kaj se dogaja v dvorani in okrog tebe. Ja. Lahko povemo to, da sta nastopili v kategoriji Street Dance Show, duo člani. Ja. Za kakšno kategorijo pravzaprav gre? Se pravi, Street Dance Show, to je disciplina, v kateri moraš imeti nujno skozi točko zgodbo, točka je dolga 2 minute 15. Torej, čez celo točko pa koreografijo s plesoma pa dodatnimi govornimi izseki noter, moraš predstaviti določeno zgodbo, kjer ocenjujejo sodniki na podlagi plesa, tehnike, kostumov in podobno. In prideš na oder, odplešeš in potem čakaš na rezultate. Duo člani, se pravi, med so v članski kategoriji in pleša duo, kar pomeni, da so dve. Ja. Prvo mesto konkurenca pa je bilo nekaj manj kot 10 parov. Tako je. Ste gledali kaj tudi konkurenčne nastope? V bistvu ne, ker pred nastopom se to koncentriraš na svoj nastop in po nastopu je pa, kako bi rekla, prideš kar zmatran do zodra, tako da preden so se midve spočile in prišle nazaj v spredje dvorane, so v bistvu že vsi najni konkurenti odplesali svoje. Potem ob razglasitvi pa najbrž tako malce negotovosti, težkega pričakovanja. Ja, to so kar taki oni. Takrat je skoraj isto, kot preden greš na oder, tak isti oni občutki, čist v takem krču si, ko čakaš. In preden greš na oder in preden pač dobiš svoj rezultat. Ja. Zmagovalci običajno pripovedujejo zgodbo, da čakajo, vsi konkurenti so že nekaj dobili, oni še niso nič. In razmišljajo o tem, ste mogoče tudi videli o tem razmišljali, ali bo prvo mesto ali pa zadnje. Ne, v bistvu je od zadnjega do prvega razglašujejo, tako da v bistvu, ko so povedali drugo mesto, so midve že vedeli, da so očitno zmagale in so se tisti čas veselile, preden so pol še naju poklicali na zmagovalni oder. Naslov vajnega nastopa je bil Vzemi in spusti po Slovenijano oziroma v angleščini kako? Catch and release. Govorita pa zgodbo o ribičih, ne? Je to, ki je povezano z Idrico, ribiči. Res? Ja. Sem v bistvu tlele na Idrijskem je najbolj popularna, kako bi rekla, enodnevna ribiška karta je Catch and release, torej Vzemi in spusti. In sploh ne vem, kako in kdaj smo točno prišli na to idejo, ampak ideja je bila po mojem v glavi že približno pol leta, preden smo pa začeli sestavljati to točko. Ja.
In v bistvu zgodba točno to pripoveduje, da ribič ujame ribo in ta riba je seveda zelo lepa in malo se zaljubita, tako na polno, nekaj v tem smislu, sta si zelo simpatična, ampak na koncu, ker je catch and release, mora ribič to ribo nazaj vrniti v vodo. Kdo je igral vlogo ribiča? Jaz sem bila ribič. Jaz pa riba. Aha, to sem mogoče prej še pozabili povedati, tudi pripomočke, v bistvu street dance se je razvil, je ples na ulici in plesali so hip-hop, ampak so uporabljali ulične pripomočke, iz tega v bistvu izhaja cela disciplina in ime, pleše se še zmeraj iz vrst hip-hopa, ampak uporabljaš pripomočke, v bistvu, da lažje prikažeš celotno zgodbo. Zdaj mi, da sem imela v tej točki res minimalistične pripomočke, ampak imamo pa tudi, ne vem, sploh skupinske točke, no, imajo res, ne vem, pridejo s celimi gradovi na oder in pač imajo zgodbo. Tako da, ja. Koreografijo sta napravili sami oziroma pomagala je Nika Brložnik? Ja, tako. Kdo je glasbo napisal? Glasbo smo miksali vse skupaj, se pravi, veliko komadov, ki pašejo na zgodbo, vzamemo različne dele, ki bi najbolj pasale v koreografiji, to zmiksamo skupaj, da se najlepše pokaže zgodba. Če je potrebno, damo noter še neke glasovne vložke in po se to vse zmiksa, 2 minute 15 in potem se naredi cela koreografija in to je to. In pa je treba vaditi fule. In še poiskati sponzorja, lahko bi bila ribiška družina Idrija ali idrija.si oziroma... Zdaj, lahko bi bili, ja. Zdaj, tak, v bistvu se lih trudimo, no, da bi dobili nekega pokroviteljskega sponzorja. Ja. Iščemo v lokalnih podjetjih, tako da smo v postopku pridobivanja morda. Zdaj par let ni bilo niti toliko tekmovalcev, tako da zdaj par let res nismo z nobenim podjetjem toliko tesno sodelovali ali pa redno, no, kako bi rekla. Šlo je bolj za enkratne donacije. Zdaj, ko pa so tudi se nove generacije tekmovalcev ustvarjajo, se nam pa zdi edino smiselno, da dobimo enega poglavitnega sponzorja. Ja. Stopimo par let ali pa kakšno desetletje nazaj. Dajte nam povedati, kje ste in kdaj naredili prve plesne korake? Ja, jaz sem začela plesati, ko sem imela po moje 2 ali pa 3 let. Se ne spomnim kje, ko sem bila še premehna, ampak je bilo fajn, potem se je pa odprl plesni klub leta 2006, se mi zdi? Ne. Ja, v bistvu bo letos januarja 30-letnica, tako da 2006. 2006 in takrat sem 20-letnica. 20. In takrat sem potem začela plesati, pa v plesnemu klubu Idrija in od takrat sem že tukaj. Skozi vse selekcije rasteš najbolj? Ja. To je veliko nekega dela, ampak tudi veliko nekega veselja najbrž. Ja, točno tako. Tega ne bi počeli 10-15 let, če ne bi uživali v tem. Ja, dejansko. Ja. Kako deluje klub? Že prej ste omenili, da ima 20-letnico, boste praznovali. Imate finančne težave, kot smo rekli, glede sponzorjev in tako, ne? Sicer pa najbrž starši veliko pomagajo pri dejavnosti. Ja, brez staršev v bistvu tak stvar ne bi mogla funkcionirati, mislim. Ko se enkrat tudi otroci spustijo v tekmovalni svet, je takoj dost večji finančni zalogaj, kot recimo enkrat na teden rekreativno obiskovanje plesnega tečaja, tako da, ja, starši, v bistvu velika hvala vsem staršem, ki so pripravljeni podpirati svoje otroke. Je pa dobro, da imate zelo lepe prostore, primerne, povejmo našim gledalcem, če kdo to ne ve, da delujete v nekdanjem mladinskem klubu, v magazinu, v drugem nadstropju, pravzaprav. Tako, nad mestno knjižnico, ja. V bistvu res imamo zelo lepo dvorano, opremljeno z ogledali, z ozvočenjem, res pa na neki božga si bi tle v tem lokalnem okolju že težko predstavljati za ples, tak super imamo dvorano. Zakaj ni fantov? Ja, sej imamo ene par fantov, zelo dobrih plesalcev, ampak ne vem, po moje je še zmeraj tak osnovna šola, pa pol fanti začnejo plesati, pa potem so drugi v šoli. Joj, ti pa plešeš.
tako. Ja, tle Malo vidim, je je kar zbadanja, po stereotipno, moje, ja, da fantje grejo na nogomet, pa na košarko, pa punce na plesne, Ja. kar je v bistvu glede na, ima že prvi klubi, ki so v okolici Idrije plesni, vidimo, da je čisto drugačna situacija. V Ljubljani bi pa skoraj upala trditi, da smo blizu 50%, 50% punc, 50% fantov, zelo uspešni koreografi in plesalci. In v bistvu mi je škoda, da se morda tukaj izgubi kakšen talent zaradi tega mišljenja, da fantje pa ne bojo plesali. Tak. Obe sta tudi trenerki v klubu. Mislim, da vas je sedaj 8-9. Je dovolj tega trenerskega kadra? Ne, v bistvu zmeri iščemo pač in med temi mladimi, ki so včasih tudi tekmovale in to lokalno okolje je zmeri podvrženo temu, da vsi odhajajo v srednjo šolo ali pa študirati ven iz Idrije in potem je vprašanje, kdo se je pripravljen voziti nazaj v Idrijo, zato da bi pač sodeloval in ohranjal neke skupine v plesnem klubu Idrija, tako da zmeri iščemo in če kakršnakoli od teh deklet pokaže interes, se mi zdi, da jo z odprtimi rokami sprejmemo. Tako da ja. Tle v zaledju, ali kako bi rekla, je vedno kar težava z trenerskim kadrom. Je pa najbolj zanimivo, da svoje izkušnje, znanje v bistvu delite naprej na mlajše generacije. Je med vašimi učenci, jim rečete učenci, tudi plesalci, je kaj talentov? Ja, zelo velik. Jaz se še zdaj spomnim, kako je bilo, ko sem jaz trenirala, ko nas je Renata učila. In potem zdaj vidim, da jaz njih učim in se ful dobro počutim. Tu mi je res ful fajn in tudi vidim, koliko se otroci trudijo, koliko radi plešejo in res. Upam, da jih bo v naslednjih letih zelo več takih. Ja. V bistvu zdaj smo imeli to sezono midve prve svoje tekmovalce, ki so jih midve ustvarile. In včeraj sem slučajno šla čez posnetke, ki smo imeli lani septembra. Torej prvi trening, na katerem smo se pol odločili, kdo bo šel na katero tekmo, v kateri skupini, s katerim parom. In to so neprimerljivi posnetki. Če bi pogledali danes iste plesalce, to je res skokovit napredek bil v tem zadnjem letu, kot da ne bi isti otroci bili, tako da res. In če imajo še oni malo interesa in še doma vadijo, eni so res zelo pridni in doma trenirajo. To so res, in to se mi zdi, da tudi polka trenerja najbolj, kako bi rekla, te drži, da vztrajaš, no, ker itak ni lahko, tudi solze nesreče so sploh na kakšnih tekmah, če so morda previsoka pričakovanja, ampak to polka pa vidiš ta napredek, ki v bistvu, glavno je, da se imajo fajn, pa da tisti, ki si želi, lahko napreduje. In če imaš enkrat to, da oni uživajo v tem, kar počnejo in da potem tisti, ki si želijo malo več, da jim še omogočiš nek napredek, to je to, kar te izpopolnjuje. So pa najbrž tudi otroci ponosni v trenutku, ko njihove učiteljice, trenerke, v tem primeru vidve, osvojita tako evropski naslov, ne? Ja, zelo. Zelo. To so bili ful lepi trenutki, ki so dobivali ta sporočila. Imamo tak skupine z njimi, s temi starejšimi najnimi tekmovalkami in ki so se odzvale na rezultate, je zelo lepo videti, no. Sedaj govorimo o rezultatih tega tekmovanja, če gremo pa nazaj, v bistvu zanima me, kdaj se začne pripravljati ta zgodba. V bistvu letos so me dve kar pozno začele iz najno točko. Najprej imaš na naših tekmovanjih, najprej so kvalifikacije, 4 kvalifikacije oziroma 5. In pol je državno, evropsko, svetovno. Letos je bilo evropsko pred državnim in so šle na prvih par kvalifikacij še iz lansko točko. In potem so se pri zadnjih kvalifikacijah odločile, da bo pa zdaj začele, tako da so naredile novo. S letošnjimi ostalimi tekmovalci smo se pa že oktobra, novembra lotili delati vse točke. Tako da je kar dolgotrajen proces. Plesna zveza Slovenije združuje klube iz cele države. Pogledal sem njihovo statistiko in videl, da 19 klubov se ukvarja s standardnimi in latinsko-ameriškimi plesi,
akrobatski rock'n'roll trenirajo v 5 klubih, plesno rekreacijo v 14, medtem ko moderni tekmovalni plesi, kamor sodi tudi ta vaša kategorija, pa kar 64 klubov v državi. Iz tega bi lahko sklepali, da je ta vaša branža zelo popularna. Ja, v Sloveniji je to zelo popularno, toliko je klubov, da midve, ne glede na to, da že 15 let živiva s tem in sva na vseh praktično tekmovanjih, niti slučajno ne poznava teh klubov. Res je pa zelo popularno in tudi v Sloveniji imamo posledično zelo močno konkurenco. In je v bistvu, se je težje kvalificirati na mednarodna tekmovanja, ker imamo res zelo močno konkurenco, no, in tudi zelo dobre plesalce. Kako na vas gledajo v tujini? Dobro vprašanje, v bistvu ne vem, ampak se mi zdi, da se zmeri Slovenija pojavlja med prvimi 3 mesti. Tako, v finalu definitivno. Zelo pogosto pa tudi na stopničkah. Ja. Tako da meni se zdi, da v tujini imajo Slovenijo zmeraj, tretirajo kot močno konkurenco. Ja. Oktobra potujete v Nemčijo, sicer na svetovno prvenstvo. Pričakovanja? Moramo še kar zelo natrenirati in izpiliti to točko, ker ta bo ta ista točka. Bo ista točka, ki je bila ustvarjena pred evropskim, in to je bilo tak 1 mesec časa, v bistvu ni še zares izpiljena, izpopolnjena, dodelana, natrenirana, niti slučajno v 1 mesecu. Tako da zdaj v bistvu imamo še 2 meseca lukne, da res pač natrenirava v nulo. Tako da, ko bo v bistvu o tem bo lahko še le, po mojem, 1 teden pred tekmo komentirali, kakšna so zdaj. Oziroma, pa pol je še odvisno od konkurence. Ja, ker še lepo, ko in vidiš... odsodnikov. In odsodnikov, Še lepo, ko vidiš na odru, kako zgleda točka, še le veš, kaj je za popraviti ali pa kaj, ker v dvorani zgleda čist drugače. Ste imeli kdaj občutek, da kdo kaj kuha v ozadju? A na tekmovanjih? Ja. Sigurno se malo pojavlja kdaj, ampak to itak smo ljudje, težko. To ocene v plesu res ne morejo biti strogo objektivne, se mi zdi, ker smo ljudje in res te ene stvari bolj potegnejo kot druge, tako da pač nažalost si že zaradi same narave tega športa podvržen malenkost subjektivni. Že samo izbira glasbe je recimo lahko ena glasba popolnoma sede na najno zgodbo in v najn kontekst, ampak je morda pri nekomu zelo nepriljubljena. Ali kako bi rekla, pač zelo veliko dejavnikov je, ki vplivajo na to, a te res potegne točka, ne, tako da, ja, mislim, zdaj prav kakšne hujše kuhinje, pa ne, po moje ne. Kje se vidite čez 20 let, čez 30 let, naprimer, pogled v prihodnost, kar se plesa tiče? Jaz, po moje, to, kako rada učim, bom po moje še kakšen trening učila, ja. Nisem pa zdaj 100%, ko vse bom takrat delala. Ja. Tudi vi? Vaš poklic? Definitivno hočem ustrajati tudi na plesnem področju, ampak ja, morda bolj tudi se mi zdi, takrat je s trenerskim kadrom težava, tako je tudi z vodenjem kluba težava, zmeri iščemo, kdo bo predsednik. Tako da morda se vidim čez par let, da bom poskušala zagotoviti kvalitetne naslednike, pa da bom morda prevzela malo bolj te organizacijske. Tako, ja. Ko ste bili mlajši, ste imeli neke sanje, ste o nečem razmišljali, imeli neke cilje, tako bližnje, daljne, ne? Sedaj ste na vrhuncu evropski prvakinji. O čem lahko evropski prvakinji pravzaprav še sanjata? O svetovnem. Ja, pa o naslednji sezon, naslednja tekmovanja. Ja. Zdaj se bo začela septembra naslednja sezona. Za naju še ne, za naju se bo začetek novembra. Ja. Tako da takoj v novembru razmišljala o naslednjih tekmovanjih. Jaz bi mogoče rekla tudi to, da ja, okej, mi dve sva že res dosegle tudi v preteklosti skupinskim, ko smo v bistvu še mi dve redno tekmovali 10 let v kosu, se mi zdi, da smo res dosegli zelo veliko. Tako da morda ne sanjava več toliko o nekih teh uspehih na mednarodnih tekmovanjih,
ampak ne vem, jaz osebno, po mojem se tudi Lara definitivno najde v tem, glede na to, da ustvarjava zdaj nove generacije tekmovalcev, ima obe željo, da bi v bistvu njih pripeljali do nečesa takega, no, to so v bistvu po moje najine sanje in izziv. Če greste na kakšno veselico, ples, znata plesati polko, valček? Ja. Ali je zadrega? Gre. Jaz bi rekla, da kar samozavestno odplešem vse, ja. Ni težave, ne glede na to, kakšna zabava ali veselica pride. Če povemo še nekaj vaših osebnih podatkov, tako sta študentki, pravzaprav še obe. Lara študira politologijo na FDV-ju, če sem prav prepisal, in Manica uporabno statistiko, ne? Ja. To vse skupaj nima prav nobene povezave s plesom. Ne. Vama ustreza? Ja, jaz sem bila sicer že na gimnaziji v Ljubljani, na plesni gimnaziji, se pravi, sem plesala sodobni ples in klasični balet. Pol pa meni sodobni ples toliko pritegnil, da bi šla to študirati naprej. Zato, ker sem zelo v hip-hopu, plesne akademije so pa večinoma osredotočene na sodobni ples. Tako da sem pol šla čisto druge vode. Eno je poklic, eno je pa veselje. Je to tako? Tako, ja. Moj vidik pa je, jaz sem v bistvu diplomirala iz delovne terapije. Takrat sem se še videla, da bo celotna moja kariera bila usmerjena na delo z ljudmi, a bo to v delovni terapiji. Delovna terapija tudi uporablja ples kot neke vrste intervencijo za delo z uporabniki. Zraven bi pa popoldne recimo še učila ples. Ampak me pa zmeri nekje v ozadju ta matematika. Sem jo imela zelo rada tekom že osnovne šole, srednje šole. Potem nisem razmišljala liho o študiju matematike, ampak sem prek dodiplomskega študija ugotovila, da to je kar moje področje. In tudi na delovni terapiji je bil en mojih ljubših predmetov statistika. In pa sem odkrila, da lahko s sprejemnim izpitom pridem na magisterij statistike in sem vedela, da je to kar prava odločitev. In še zdaj po 2 letih magisterija vidim, da sem se zelo prav odločila. Tako da mislim, da bo moja kariera bila malo razdeljena na to delo na področju statistike in plesa. Že prej smo omenili, da se začenja nova sezona. V klubu boste opisovali najbrž tudi nove učence. Koliko vas je zdaj trenutno? Okrog 300 članov ima klub. To je veliko, ne? To je veliko. Ja. Ste najbrž večjih klubov v državi. No, en izmed manjših. Manjših. To so nepredstavljivo veliki klubi. Ko prije še enkrat do Ljubljane, to je po par tisoč članov. In ja, definitivno pa se mi vsako leto trudimo, da dobimo ta podmladek, da dobimo tako recimo otroke, ki jim je samo všeč, da malo plešejo. Poleg tega pa tudi ene otroke, ki si pa želijo nekaj več in smo pa tudi tukaj zato, da jim to omogočimo, da se lahko čez, ne seveda prvo leto, čez sezono ali pa 2 ali pa 3, vključijo tudi tekmovalni program in potem, ustrajajo. Ste odprti tudi za starše, za stare mame, stare očete? Ja. Kateri programi? V bistvu imamo plesne, imamo družabne plese, pa line dance in country line dance, ki so v bistvu prav plesni za odrasle. Poleg tega se trudimo biti tak, da čim več ljudem ponudimo, mislim, da jim damo čim širšo ponudbo, da vsak nekaj najde. Imamo tudi zumbo, pa pilates, pa funkcionalno vadbo. Tako da imamo v bistvu zelo široko ponudbo za odrasle, v bistvu še bolj kot za otroke. Ja. Pri otrokih imamo bolj jazz balet, hip-hop in za tiste, ki bi mogoče, ki so v vrtecu še, imamo cici plesne urice. Ja. Tako da za odrasle imamo v bistvu še zelo širšo ponudbo. Enkrat letno običajno naredite to produkcijo, predstavitveni dogodek, kdaj bo naslednji in kje? Januarja, februarja, datuma še nimamo. Enkrat tam v zimskem času, med novoletnimi in zimskimi počitnicami, in v Modri dvorani ga imamo vsako leto. Letos bo prvič, oziroma prihodnje leto bo prvič v prenovljeni dvorani. Ja. Se kaj veselite nove dvorane? Ja. Manica Erjavec in Lara Drnovšček-Krivec.
Še enkrat čestitke za naslov evropskih prvakinj. Hvala za obisk v našem studiu in hvala za ta pogovor in vse dobro vama želim. Hvala. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.